Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Če se niste dali duška na pustno soboto, ste lahko zadnji vlak ujeli na pustni torek in se morda udeležili celo pustnega veleslaloma na kranjskogorskem smučišču. Maske so preplavile bele strmine in se tudi zabavale ob zvokih zahod benda. Turistično društvo Kranjska Gora in smučarski center Kranjska Gora vsako leto tradicionalno že zadnjih 15 let prirejamo na pustni torek, pustni veleslalom. Veseli smo, da se nam vsako leto seveda pridružijo tudi naše maske. Letos jih je sicer nekoliko manj, ampak vseeno smo zadovoljni z obiskom in seveda upamo, da bomo naslednje leto imeli več pustnih mask. Je pa seveda prav, da se vsi skupaj družimo tudi na našem smučišču in da skupno prirejamo vse te naše tradicionalne dogodke. Snega je dovolj, vzdušje je zelo prijetno, zabaval nas je ansambel Zahod in seveda smo se tukaj vsi zelo lepo imeli. Kot rečeno, pustni veleslalom, brezplačna nočna smuka za naše pustne šeme in s tem seveda zaključujemo tudi ta pustni čas in upamo, da ste uživali tudi na smučišču Kranjska Gora. Čeprav so najboljši smučari sveta še na olimpijskih igrah, se poligon v Podkorenu že spreminja v tekmovališče za pokal Vitranc. Teren so delavci Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora že začeli polivati z vodo in tudi utrjevati. Oni bojo šli z vrha, mi bomo šli pa od višine ta starega veleslalom štarta. Tam smo tudi priklopili. Vzamete pa ena mašina, poli so že gor. Vi prineste sam te 13 rorov, pa oba palkna, pa vse te stvari. Krasen večer bo danes, tak miren, pa hladen, predvsem hladen in zato bomo danes polili predvsem zgornjo strmino, ki je najbolj kritična za turistično smučanje, ker je preveč abročan in potem nam spravijo ves sneg dol v dolino. Zato bomo danes polili, da tole bazo naredimo, ker ta del še ni narejen. Spodnji del, ki smo pa že za lisico delali, pa baza narejena in je pripravljena, tako da nas v drugem tednu tudi v takih urah čaka še 3 dni dela, da še enkrat se pravi progo, da bo 2krat polita. Mraz je napovedan, tako da upam, da bo šlo po planu. Dve ekipe po 15 ljudi, mora biti še več, tako da se je nekaj 30, okoli 30 bomo polili na balkne. Se pravi, bomo ubrizgali vodo globoko noter, snega je ogromen, suh je in rab vlago. Če bomo tole za noč spravili, čez noč je -10 do -12 napoved, se pravi, bo to jutri fajn smučarija. Na 27. redni seji so se v četrtek zbrali bohinjski svetniki in svetnice. Sklepe seje povzema župan Franc Kramar. Prva letošnja seja, dejstvo je, da je bilo tukaj 9 točk. V teh 9 točkah je bila kar plodovita razprava. Dejstvo je pač, da so bile nekatere točke zelo pomembne. Najpomembnejša točka je bil akcijski načrt urejanja prometa v poletni turistični sezoni. Glede na dejstvo, da smo v lanskem letu pač doživeli povečan obseg motornih vozil oziroma prometa v poletni turistični sezoni, so svetniki sprejeli akcijski načrt, s katerim smo poiskali določene rešitve,
s katerimi upamo, da bomo pripomogli k temu, da se bo promet normalno odvijal v Bohinju, da ne bo prihajalo do zastojev, do blokade prometa. In moram reči, da je to ena velika odgovornost, ker vemo, kaj bo v letošnji sezoni v poletju, kakšni so pokazatelji letošnje turistične sezone in želimo, da zagotovimo tistim gostom, ki bivajo v Bohinju, prijetno preživljanje dopusta, ne pa soočenje s prometnimi konicami, v katerih je velikokrat tudi prometni kaos in iz tega se je težko izvleči. Skratka, ta akcijski načrt je podlaga za to, da bo občinska uprava izvajala naloge na tem področju in da upam, da bomo uspeli v dobrobit vseh turistov, ki bojo bivali v Bohinju, Bohinj predstaviti v najboljši luči. Bil je tudi ureditev okolice doma Joža Ažmana, bile so 3 variante, seveda vse te 3 variante je Atelje Ostam predstavil, dejstvo pa je, da bo treba iz 3 variant zdaj najti optimalno varianto, ki bo podlaga za to, da se bo naredil načrt ureditve tega območja, ki je znotraj Bohinjske Bistrice najbolj urbano urejen konec in mislim, da so bile variante dobre in da so dobra podlaga za to, da bomo dobili dober načrt. Gasilci iz Podkorena pa gredo, lahko bi rekli, po sledeh svoje izjemne krajanke Mete Hrovat, ki se letos močno dokazuje v svetovnem pokalu alpskega smučanja. Tudi oni so se pomerili na belih strminah na že tradicionalni korenški smučarski tekmi. Tukaj smo na tradicionalnem gasilskem veleslalomu, ki ga organizira PGD Podkoren vsako leto. Zbrali se nas je čez 50 tekmovalcev, mislim, da celo 56. Tako vsako leto moramo pogledati, da naše društvo organizira za krajane Podkorena, za člane in tudi tiste, ki imajo kakšno boljšo polovico ali pa slabšo v Podkorenu tekmo. Letos se spet s pomočjo ASK-ja se nam vedno priskoči na pomoč, pripravili odlično progo. Zato ste lahko tudi pohvalim Tomaža Webra pa Andraža Lavtižarja. Glede rezultatov bomo mogli še majčkeno počakati, ampak sami rezultati niso pomembni, važna je udeležba. Mi je pa res, da smo letos enih par hudih tekmovalcev tukaj, tako da bomo videli, pustimo se presenetiti. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Jutri ob 17. bo v Mladinskem centru Jesenice na Kejžarjevi 22 klepet staršev Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok z naslovom Kaj naj otroku dovolim? Postavljanje meja. Navoden ogled fotografske razstave na vrhu gora blizu neba se v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani lahko odpravite v torek ob 16. Predstava Moška copata z Rankom Babičem bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v petek ob 20. V dvorani Vitranc v Kranjski Gori si v soboto ob 20. lahko ogledate predstavo Čakalnica z Ladom Bizovičarjem in Janezom Hočevarjem Rifletom. Vsak dan od 16. do 18. bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ustvarjalne počitniške delavnice namenjene otrokom od 6. leta. Če so mlajši, lahko pridejo v spremstvu odraslih ali starejših bratov in sester. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!